Koaksialen dihalen sistem umaknemo iz transportnega ventilatorja, ker bomo uporabili isti dihalni sistem, ki smo ga uporabljali med anestezijo. Vzamem inspiratorno in ekspiratorno cev. CO2 merjenja več ne rabim, zato ga pustim na anestezijskem aparatu. Zaprem luer, ekspiratorni filtriran, inspiratorni, umestim senzor pretoka, ki ga uporablja Hamilton. Na Y, se pravi, če je tukaj intubiran. Imamo senzor semle. Kolena tudi ne rabimo. Ok, zdaj pa bistvena razlika. Zdaj ne govorimo več o bolusnem dovajanju dušika, ampak spet tako kot pri ventilatorjih. Tako da ta člen za doziranje in debelo dozirno cevko umestim na inspiri ventilatorja. Ne gre, gre. Se pravi, dovajam v inspiratorno cev. Monitoriram pa direktno na HME filtru. Prav, cevka, ki smo jo imeli za CO2, lahko uporabimo tudi za spremljanje NO-ja med transportom. Zdaj pa še bomba. Zdaj imamo bolnika skoraj pripravljenega za transport. Zdaj pa, če gremo na transportno jeklenko. Vzamemo transportno jeklenko in odpremo. Doziranje lahko pričnemo iz tabele, kjer pogledamo minutno ventilacijo pacienta, recimo, da je 8 litrov na minuto, minutna ventilacija pacienta. Pogledamo, kakšna je željena koncentracija NO-ja, ki jo predlagal zdravnik, je to 10 ppm, recimo 20 ppm, poiščemo najbližjo, 19 ppm. In gremo levo, da vidimo, na kod moramo odpreti pretok NO-ja, 0,19 litra na minuto. Se pravi, vzamem dozirno cevko, ki je prej dovajala iz tega aparata, jo povlečem dol, brez tega plastičnega konektorja in grem na transportno jeklenko, jo odprem in pretok nastavim na 0,19, kakor smo videli v tabeli. Tako. Recimo, da transportni ventilator že ventilira. Pacienta. Preden gremo v transport, s transportnim ventilatorjem pa transportno jeklenko, imamo monitoring linijo še vedno ohranjeno, zato da lahko tudi na transportnem ventilatorju vidimo, kaj pacient dobiva. Mi smo zdaj rekli, da želimo imeti 20 ppm. Se pravi, počakamo, da se ta vrednost stabilizira in da bo nekje blizu 20 ppm. Ko je ta vrednost stabilna, pa rečemo, monitoringa ne rabimo, gremo v transport. Na HME filtru losam cevko za monitoring, zaprem in lahko grem s transportno jeklenko in transportnim ventilatorjem.